Kako se pripravljate, preden greste v laboratorij dati kri? Kaj pa za pripravljati? Se priješ pa daš kri? Ja, ne, mi jo pa samo taknemo v aparat in potem ven dobimo en papir z enimi številkami. Ampak ni tako čisto enostavno. Boste po današnjem videoposnetku videli, kako se pripraviti na odvzem krvi v laboratoriju in katere stvari morate nujno vedeti, preden daste kri. Živijo spet na kanalu Moj laboratorij. Jaz sem Bija, to je Aleš in midva sva del laboratorijskih podganc, ki vas vsako nedeljo hočejo nekaj novega naučiti. Prva stvar, ki je pomembna, še preden pridete k nam v laboratorij, je, da veste, katere preiskave bi želeli opraviti. Namreč ni za vse preiskave enaka priprava na odvzem krvi. Pa dajmo pogledati, katere so tiste najpomembnejše stvari, ki jih morate poznati. K nam morate priti sveže obriti, direkt od frizerja. Ne, sej ne. Morate pa priti lačni. Hrana lahko zelo vpliva na preiskave. Zato je za nekatere res nujno treba biti tešč, kar pomeni, da od večerje naprej niste, do odvzema krvi, niste zaužili nič. In to je vsaj 8 do 12 ur. Pijete pa lahko vodo oziroma nesladkan čaj. Pred odvzemom naj tudi ne bi kadili, uživali alkohola in pa kofeina. Se vem, to ta zadnje je najtežje. No, med take preiskave pa sodijo predvsem holesteroli, krvni sladkor in podobno. Če pred odvzemom krvi za te preiskave niste tešči, to lahko zelo vpliva na rezultate ali pa celo moti samo analizo. Za nekatere preiskave bomo kri vzeli takoj zjutraj, tudi zato, ker ste takrat tešči. To sva rekla, da so predvsem holesteroli in pa krvni sladkor. Na nekatere druge preiskave pa precej vplivajo tudi biološki ritmi, predvsem cirkadiani ritem. To pomeni, da se v vzorcih, odvzetih ob različnih urah, tudi zelo spreminjajo vrednosti, ki jih pač takrat pomerimo. In koncentracije analitov se tukaj precej razlikujejo. Pri nekaterih vzorcih je razlika nekje 1%, pri nekaterih je pa lahko razlika tudi večkratna, naprimer železo pa kortizol. Je pa čas odvzema krvi zelo pomemben tudi pri nekaterih drugih preiskavah, za katere sicer ni treba, da ste tešči, no vsaj pri nas ne, recimo ščitenca. Ker je delovanje ščitnice zelo odvisno od dnevnega ritma, bi lahko odvzem krvi ob neprimernem času dal tudi lažne vrednosti. Za preiskavo ščitnice je zato najprimernejši čas za vzorčenje med 9 in 16 uro, da dobimo najnatančnejše rezultate. Obstajajo pa tudi preiskave, pri katerih je odvzem potreben v točno določenem času dneva, to je naprimer kortizol, ali pa recimo zvečer pred spanjem, kar je pa recimo melatonin. Poleg ure odvzema krvi pa je za nekatere preiskave pomemben tudi čas odvzema glede na zunanje dejavnike. To je recimo še posebej pomembno pri merjenju ženskih spolnih hormonov, na katere vpliva cikel menstruacije. Če recimo želite izvedeti, koliko imate hormonov progesterona in estradiola, je treba odvzem krvi opraviti med 20. in 23. dnem ciklusa. Če pa vas recimo zanima ta hormon FSH pa LH, je odvzem krvi potrebno odpraviti nekje 2. do 4. dan ciklusa, to je v folikularni fazi. Seveda pa vse to pod pogojem, da še imate menstruacijo, koliko je nimate več, pa se odvzem krvi lahko opravi kadarkoli. No, med zunanje dejavnike pa lahko štejemo tudi nekatera zdravila, ki bi morda lahko vplivala na izvide in se jim je pred odvzemom krvi potrebno izogniti, če se le da, seveda. Recimo pred testiranjem alergij je pomembno, da ste v stiku z alergenom, ki ga želite testirati, in pa da ne uživate kakšnih imunosupresorjev, se pravi zdravil, ki bi zmanjševala imunski odziv. Lahko pa tudi jemanje nekaterih prehranskih dodatkov vpliva na povišane vrednosti določenih analitov, zato je pred testiranjem smiselno te izpustiti. Kateri so to, dajte vprašati zdravnika ali pa pokličite laboratorij. Na odvzem krvi morate priti spočiti. Saj tudi fizični napor lahko precej vpliva na rezultate preiskav. To je še posebej opazno pri bolj športnih, saj je povečan fizični napor oziroma en hud trening. Na fitnessu lahko vpliva na lažno povišane rezultate proteinov in na njih vezanih snovi, kot so naprimer laktat, urat in pa kreatinin. Zato se vsaj en dan pred odvzemom krvi izogibajte pretirani fizični aktivnosti in majhen bolj počivajte. Čeprav preden jaz dam kri, se običajno kar 7 dni izogibam telovadbi. Dobro pa je, da ste spočiti tudi pred odvzemom krvi za ščitencem, zato ker boste drugače imeli lažno zvišane vrednosti. Pomaga tudi to, da če ste noč pred odvzemom dobro prespali. Če pa ste med tistimi, ki v toplejših mesecih okrog radi šibajo s kolesom,
Dajte to pred vzemom krvi mogoče zamenjati za avto ali pa avtobus. Če ne, nam pa vsaj povejte, da ste prišli s kolesom, pa vas bomo pustili še ene 15 minut dlje sedeti v čakalnici. Se vem, težko je, da nismo pod stresom, če je treba dati kri, sploh tam, kjer jo jemljajo z res debelimi iglami. Največji stresor v laboratoriju je namreč ravno strah pred odvzemom krvi. Ja, in pol še naletiš na pripravnika, ki ima za sabo točno 2 odvzema. In to, kdo to vede, načeloma vas mora v laboratoriju vprašati za dovoljenje, da v kri vzame pripravnik. Mogoče ta informacija pride komu prav. Pri psihičnem stresu se sproščajo kateholamini in kortikosteroidi, ki povzročajo spremembe v metabolizmu nekaterih ogljikovih hidratov ter lipidov. Zaradi stimulacije nadledvične žleze se potem zvišajo tudi vrednosti glukoze in pa nekaterih encimov. Ker pa se pri nas ukvarjamo zelo veliko tudi z neplodnostjo, opažamo, da stres tudi vpliva na povišan nivo prolaktina. In če je ta previsok, se zdravnik ne bo odločil za zdravljenje in boste mogli cel postopek odvzema ponoviti, se pravi še enkrat pridete v kri. Zato je vedno dobro, da se ob prihodu v čakalnico malo usedete, malo umirite, razmišljate o čem lepšem in tako prispevate k čim bolj natančnim laboratorijskim izvidom. Če pa vas je odvzema krvi strah, nam pa to povejte, saj smo usposobljeni tudi za tak primer. Bomo skrili pripravnike, kri vam pa včasih lahko vzamemo tudi z prsta. Nič kapilarnega. Evo, zdaj ste na tej točki, ko smo kri že vzeli, mesto voda smo pa prekrili s tampončkom in pa še vse skupaj lepo povili. In namesto vas to pritiska napičeno žilo. Ta trak imate nameščen nekje še 10 minut oziroma toliko časa, da se krvavitev popolnoma ustavi. V nasprotnem primeru pa lahko pride do hematoma, to je podplutba, kar pa ne pomeni, da smo vam mi grdo vzeli kri. Če pa ne dobite povoja, pa dajte sami tiščati na mesto voda, ker če ne bo res črno in sezona kopalk se bliža. Zdaj pa samo še počakati na izviden, kako jih je vybrati, sva vas pa tudi že naučila. Ker pa so vse te stvari, ki sva jih zdaj povedala, res pomembne, bodo tudi zapisane na izvidu. Se pravi, čas od odvzema krvi, a ste bili tešči ali ne, pa tudi opombe glede uporabe kakšnih zdravil, pripravkov in tako naprej. Zdaj veste, kako se pripraviti za preiskave in kako se pripraviti za odvzem krvi v laboratoriju in ker sva vas to naučila, nama zato stisnite like in pa se naročite na kanal, če se še niste. Midva zdaj šibava nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Ampak danes bo sam pripravnica pikala.